Začnimo pri Efežanih 5:21. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejete drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On, odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Tako, da bi sam postavil pred se veličastno cerkev brez madeže, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brez madežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. To pravi Božja beseda. Vedno malce povzamem, ampak vedno manj pri vsakem predavanju. Dejstvo je, da je zakonska zveza mnogo stvari, veliko stvari, v bistvu vse, razen sentimentalno. Zakonska zveza je čudovita in vsa goreča moč in radost. In zakonska zveza je težka, je kri, je švic, je poraz in zmaga. Skoraj vse razen sladko. V bistvu veliko krat poročni zakonci grejo v postole in ko zaspijo po težkem dnevu zakonske zveze. In edini odlomek tega svetopisanskega dela, ki se ga sploh lahko spomnejo, ta o zakonu, ta vrstica, kjer pravi, ta skrivnost je velika. Sedaj si bomo pa šli in pogledali, da je biblični pogled na zakonsko zvezo popolnoma realističen. Čudovit, grozen, slaven, tudi kri, švic in solze in ni sladko. Kar smo si do sedaj pogledali, so 3 tematike v tem odlomku. Prvič je bilo moč zakonske zveze, 21. vrstica. Naj vas še na hitro spomnim, na nek način je to najbolj strašna in močna stvar, ki jo ta odlomek pove, je to, da ta odlomek o zakonski zvezi se zgradi na prejšnjih vrsticah o biti tem, da smo napolnjeni s Svetim Duhom. Pavel predpostavlja, da je v vašem življenju Sveti Duh, ki je ustvaril vas nesebičnost. Rezultat tega, da ste napolnjeni s Svetim Duhom, 18. naprej do 21. vrstice, da se podredite drug drugemu iz strahospoštovanja do Kristusa. Iz tega strahospoštovanja do Kristusa se bojite pred njegovim veselim sporočilom, da vas je rešil in umrl za vas. Če ga vsak dan vzamete v svoje srce, ta evangelij, da postane realnost, to pomeni, da ste polni Svetega Duha. In to ustvari v vas nesebičnost, sposobnost, da lahko služite drug drugemu, da predate svoje pravice, da daste potrebe drugega pred svoje. Prvi princip, ki smo se ga pogledali, in to vas zdaj samo spominjam, je to, da to je prvi glavni problem v zakonski zvezi, je koncentriranost nase. Glavna bolezen v zakonski zvezi je to, da se koncentriramo nase. Vsi ostali problemi so derivat oziroma sekundarni od tega, kar je sebičnost. In samo Sveti Duh se lahko od tega znebi od vas. In obstajajo ljudje, ki imajo dokaj dobre zakonske zveze brez tega Svetega Duha, ki ustvari nesebičnost. Ampak v bistvu so bolj kot, pa to je bolj podobno neke vrste temu mirnemu soobstajanju. Jaz bom praskal tvoj hrbet, ti pa moj hrbet in ne dotikaj se tega in jaz se ne bom onega. To predpostavlja, da je mož zakonske zveze evangelij, ki v vas ustvari duh nesebičnosti. Osredotočenost nase je glavni problem zakonske zveze. In če še niste poročeni, pa še bo, če se boste kdaj poročili. Če ste ločeni, morda je bil to glavni problem zakonske zveze, zato ste zapustili zvezo. In menim, da kakršnakoli razsodna in prava analiza stanja bo to tudi videla. Druga stvar, definicija zakonske zveze je bila, da se oklenemo. To smo si pogledali predprejšnjič. Dobro je, da se spominjamo tega. Ne samo zakonce, še posebej tiste, ki so samski.
Zadnjič sem rekel, da je toliko samskih tukaj, zakaj bi potem govoril o zakonski zvezi, in odgovor je na to, da ne veste, kako se v bistvu odločiti, ali bi se poročili, ali pa s kom bi se poročili, pa ne veste, kaj sploh je zakonska zveza. Jezus pa je rekel, preden nekdo gre in zgradi stolp, preračuna, koliko to stane. Torej, treba preračunati stroške, da vemo, kaj to vse prinese s sabo. Ne moremo kar iti v stvar, brez da vemo, kaj to prinese s seboj, da se lahko racionalno odločimo. Zato je dobro, da razumemo, kaj Biblija pravi, da je zakonska zveza. In to je ena izmed teh reči. Definicija zakonske zveze smo rekli, da je to zaveza. Javna obljuba, se spomnite? To je nekaj, kar je vredno, da se zapomnimo. Sama esenca zakonske zveze je tajna in ekskluzivna pravna zaveza, da boš svoje življenje delil z nekom drugim. Vsaka cerkev, vsaka tradicija, katoličani, protestanti, judje, islami, vse religije se strinjajo o tem. Razen, če imaš nekoga, ki je pripravljen ti dati tako obljubo in ti njemu isto obljubo, potem se ne smete z njim poročiti, če to ni tako. Zakonska zveza je trajna in ekskluzivna pravna zaveza, da boste z nekom delili vse življenje. Če nimate take obljube, potem, če ne želite dati, potem te osebe ne ljubite dovolj, da bi se poročili. Moderni pogled o ljubezni je popolnoma drugačen, ki je popolnoma subjektiven pogled in pomen. Ko ljudje pravijo, zakaj ne živiva skupaj? Zakaj mora biti poročena? Saj te ljubim, ne rabim papirja za to, da ti pokažem to ljubezen. Če definirati ljubezen kot občutek je dobro, ampak tega Biblija nikoli ne misli, ko govori o ljubezni. Biblično, če nekdo reče, jaz te ljubim, ampak se ne želim poročiti, potem to pomeni, da te ne ljubim tako veliko, močno. Ne da se to zaobiti. In oseba, ki pravi, da te ljubi in se želi z vami poročiti, in oseba, ki pravi, da vas ljubi, ampak se ne želi z vami poročiti. Pika, zakaj? Zato, ker ljubezen po definiciji biblično je predanost, torej ekskluzivna in permanentna predanost. To je ljubezen in to si želite in to veste, da želite to. Torej, če vam nekdo pravi, ne potrebujem papirja, da pokažem, da vas ljubim. Ja, seveda rabite papir. Če ljubite osebo, tako kot piše Sveto pismo, se dva morala ljubiti, da bi delila svoje življenje skupaj. To pomeni, da nimate problema s tem, da bi postavili trajno, ekskluzivno pravno zavezo z njim. In razlog, zakaj je to pomembno za samske, tako da je biblični pomen ljubezni neke vrste predanost. In v neki točki je ljubezen odločitev, da nekomu služite, biti predani njemu, ne glede na občutke in dejanja te osebe. Vaša čustva vas bodo peljala do vrat. Oseba vas privlači in veliko stvari, ki jih imate radi na tej osebi, ste zabavi skupaj, to vas pripelje do vrat, ampak do neke točke se ta vrata ne bodo odprla, razen če se odločite, da boste ljubili to osebo, ker čustva pridejo in grejo. To smo že govorili, ampak veliko ljudi se ne poroči, zato ker so sigurni, da je to tista prava oseba. Moje čustva nikoli ne bodo se prenehala. Ker on pravi, potem bom pač vedel, da je pravi. Nikoli ne bom imel problemov. Nikoli ne bom gledal na to osebo in se čutil, ojej, ali pa grozno. Nikoli ne bom gledal to osebo in videl problema v tej osebi. Vedno bom čutil kot to, da se predajem njemu. In tako boste vztrajali do konca. In če je to res, potem te, ki ste poročeni in te, ki razmišljate o poroki, morate premisliti tudi o tem. En krščanski avtor piše, ljudje iz knjig dobijo to idejo, da če se poročiš s pravo osebo, potem lahko pričakuješ, da boš zaljubljen zavedno. Rezultat tega, ko ugotovijo, da niso zaljubljeni, potem si mislijo, da to dokazuje, da so naredili napako in so upravičeni tega, da storijo spremembo. Ampak pustite to vznemirjenje v primeru, pustite, da mine, naj umre. Delujte čez to obdobje smrti v še bolj globoko in zanimivo srečo in veselje, radost, ki ga boste najdli, z novimi vznemirjenji ves čas. Če pa se odločite narediti to vašo zaljubljenost kot vašo primarno hrano, umetno, bo to vse skupaj ošibelo, manj in manjkrat se objavilo, tako boste postali zdolgočasen, desiluzionirana oseba do konca življenja. To tudi najdemo toliko ljudi srednjih let, moških in žensk, ki jamrajo o svoji izgubljeni mladosti. V bistvu ta avtor povedal je to, da iskreno, da je to vznemirjenje, kar mi ponavadi imenujemo biti zaljubljen, da je v bistvu to ego kick. Tukaj je nekdo, za katerega jaz menim, da je všeč tudi drugim in jaz sem tej osebi všeč.
vam za nekaj časa da to vznemirjenje. Nekaj tednov vsaj. In potem eventualno se začnete zavedati, da je potrebno storiti nekaj odločitev. Je potrebno storiti naslednje korake. Iti naprej in pustiti, da to vznemirjenje umre. In se zavedate, da bolj kot se odzivate z ljubeznijo, delate to, bolj kot dajete, bolj kot služite, bolj se boste tudi resnično zaljubili to osebo. Zato mora tudi umreti to vznemirjenje, da boste lahko prišli v pravo ljubezen. Mnogo ljudi ne dovoli, da bi se to zgodilo. Če pa se zgodi, potem se pa zdi, da je to patološko in da so naredili veliko napako. Ljubezen je v prvi vrsti predanost, da služimo prvo ljudem. Prvo je akcija, dejanje, ki vodijo v čustva in ne obratno. V tretjem predavanju pa smo rekli, smo si pogledali prioriteto zakonske zveze. Prioriteta zakonske zveze trdi, da bo mož zapustil očeta in mater in se vklenil žene. In to pomeni zelo jasno, da ni noben drug odnos bolj fundamentalen. Ni drugega odnosa, ki je bolj fundamentalen od odnosa med možem in ženo. To je osnovni odnos. Celo starša z otrokom je sekundarni odnos. Zato pa naj bi vaš zakonski partner mora biti prva prioriteta, še pred kariero, pred prijatelji, pred otroci. To je težko dan danes, celo pred čemorkoli drugim. Nekdo me je nekoč vprašal nekaj glede tega in mi je vprašal, kaj pa, če si mož misli, da daje zakonsko zvezo na prvo mesto, ženska pa ne? Kako lahko to rešite? Ali pa, če ženska misli, da daje zakonsko zvezo na prvo, moški pa misli, da ona to ne naredi. Kako rešiš to? Preprosto, če si ena oseba misli, da je zakonska zveza prva in druga pa da ni, potem to ni. Zelo preprosto. Če nekdo vam pravi, da ne daste mene na prvo mesto v svojem življenju, potem ne morete reči, te dajem na prvo mesto. To je neke vrste, kot da bi rekli, majico imaš na sebi, vem, da te še zebe, daj še eno gor, še eno majico. Reci morate, kako veste, da me zebe? Jaz sem tisti, ki vem, da me zebe. Vem, da obstajajo ljudje, ki so vznemirjeni zaradi tega, ljudje, ki so lahko histerični, ljudje, ki so neracionalno ljubosumni in podobno. Če te izvzamemo in se zavemo, da so taki ljudje manjšina in da je to neke vrste tudi ekstrem, je dejstvo, da ko se vaš zakonski partner misli, da nimate zakonsko zvezo na prvem mestu, vi pa da jo imate, potem morate poslušati vašega partnerja, zdaj, ker je on edini, ki to ve. To je nekako, kot če dve osebi mislite, da ima ena oseba problem s komunikacijo, potem imate problem s komunikacijo po definiciji. Kaj ni tako? Zato se morate oba strinjati, da je zakonska zveza dobra, v redu, ali pa ta to ni. Da daš zakonsko zvezo na prvo mesto, to pomeni, da vedno znova pogledate, ali je to na prvem mestu, ali je prioriteta, kot bi jo morali imeti. Če ne daste prioritete zakonski zvezi, ker ta je bila namenjena, da je prva, in če zanemarite ta biblični princip, to vašo pogubo. Božji zakoni udarijo nazaj. Če kršite te zakone, potem zlobijo vas. Tako je zakonska zveza tudi narejena. Če jo date na drugo mesto, vas bo uničila. Zadnjič smo povedali tudi, če nadaljujemo, kaj resnično pomeni, da ko se dva združita, da se vse da spogajati, razen tega, kar v Svetem pismu piše o zakonski zvezi. To pomeni, ko zapustiš očeta in mater, to pomeni, da si ti nova enota sedaj z nekom v zakonski zvezi. In sedaj počasi prihajamo v novo tematiko, kar je namen zakonske zveze. V Bibliji piše, da dve osebi pridete skupaj, zato da postanete kaj? Eno meso. Bolj močne izjave Biblija v bistvu ne bi morala trditi. Nekaj v Svetem pismu tudi piše, kjer Bog pravi, izlil bom svojega duha na vse meso. Kaj to pomeni? To misli na moje telo in ne moja duša. Kaj to pomeni? Meso ne pomeni samo telo, ne v hebrejščini ali grščini. Ko piše, izlil bom svojega duha na vse meso, to pomeni, da bo izlil svetega duha na vse ljudi. In kaj to v bistvu pove? Ne more bolj močno poudariti te izjave, da bo mož zapustil očeta in mater in one dva bosta postala ena oseba. Nova oseba. Kmalu se vrne k temu. Ampak to pomeni, da nikoli ni obstajala zakonska zveza, enote kot sta vidva. Zatorej sta unikatna. Skupaj sta postala tudi kot nova spojina. Nista kakor ati in mati, ali od partnerja ati in mati. Zato ne morete kar priti in reči, v naši družini je mož
vedno delal to. V moji družini smo vedno dajali darila. V moji družini smo vedno, ko se prvenec rodi, potem žena to stori. Poslušajte, če Biblija pravi, potem morate to storiti, ker je Bog izumil zakonsko zvezo. Zato je treba slediti njegovim navodilom. Vse ostalo pa se da pogajati. Vi ste nova enota, vse se je treba pogajati na osnovi vaših potreb in kapacitet, potencialov. Variti morate nove rituale, kulturo, vse na novo. In če ne boste tega storili, potem niste zapustili očeta in matere. Zakonska zveza mora imeti prioritete in tudi vaša zakonska zveza mora imeti prioriteto. Pred službo, pogledi vaših staršev, mnenj vaših staršev, pred otroci. Otroke imate samo za kratek čas. Vzgajate jih, pravi Svetopismo. Vzgojite jih v Efežanom 6. Veste, kaj to pomeni? Da se jih znebite, to pomeni. To dobesedno to pomeni. Vem, da malo prehitevam. Tam piše, vzgojite jih. Spravite jih do točke, kjer vas ne potrebujejo več. To je namen vas kot staršev. Če spoznate, da so otroci bolj pomembni od vašega soproga, potem se zgodijo mnoge patološke stvari. Če so otroci bolj čustveni vir vaših emocionalne toplote, če so bolj vir vaše samozavesti neke sorte, če so bolj resnično tisti, ki vam dajo občutek, da vas nekdo ljubi, potem imate veliko problemov. Tudi vaši otroci imajo probleme. V njihovi prihodnosti bodo imeli. Sedaj imate problem v zakonski zvezi. Raziskave o zlorabi otrok so pokazale, da je to eden izmed glavnih problemov. To, ne da sovražijo otroke, ampak to pride do zlorabe, ko otroci postanejo nadomestki zakonskega partnerja. Zato naj mož zapusti očeta in mater in vse ostalo in se uklene svoji ženi. Smo že zgradili most do te nove tematike in ta nova tematika je, kaj je namen zakonske zveze. In obdelali smo že moč, definicijo in prioriteto zakonske zveze. Torej, kaj je namen zakonske zveze? Namen zakonske zveze je, nekateri ste že slišali to mnogokrat, namen zakonske zveze je prijateljstvo. Partnerstvo. Vaš zakonski partner mora biti vaš najboljši prijatelj ali pa nimate zakonske zveze. Vem, da to ni tradicionalno, ampak to je biblično. Vem, da tradicionalno se zgodi mnogokrat, da zelo normalno je v veliko primerih, da imate dobre prijatelje, celo drugega spola, ampak oseba vas ne vzburja. In odkrijete morda, da lahko delite vaše srce s to osebo ali pa razumete to osebo bolje. In ta oseba razume vas. Ampak ta oseba ni vaš tip telesa, niste privlačeni k njemu. In potem pride nekdo, ki je res vas vzburja telesno in s to osebo greste morda na zmenke, imate romantično zvezo in veste dobro, da ni niti približno tako dobra prijateljska oseba kot tista oseba, ki jo imate. Če je z vami tako, imate velike probleme. Ne trdim, da se morate poročiti z osebo, ki je vaš najboljši prijatelj, kar je biblično sicer veliko boljši kandidat za srečno zakonsko zvezo. Nekdo mi je povedal to zgodbo, sicer resnična zgodba, ampak to je neka hecna zgodba. Nekdo je rekel, da pozna moškega, ki, ko se je poročil, in njegova priča, ki jo je izbral, je bila ženska. In ja, zakaj pa ne? Saj v Bibliji nič ne piše o tem, da mora biti to moški. Te priče so ponavadi tudi najboljši prijatelji, ne? In v tem primeru je najboljši prijatelj od tega moškega bila ženska. In tako je prosil, da stoji z njim tam in da poda prstane in tako naprej. Jaz nimam problem s temi stvarmi. Problem pa imam s tem, da to, kar mi pove o njegovem razumevanju, kaj zakonska zveza je. Raje se je poročil z seks objektom. Poročil se je z nekom, ki ni bil njegov najboljši prijatelj, ni bila njegova najboljša prijateljica. V stari zavezi še posebej beseda, ena izmed besed za ženo, je zavezni partner, duševni prijatelj. Ko je Adam videl svojo ženo, ko je prvič zagledal, kaj je rekel? Rekel je, o, kakšna bejba. Ne, tega ni rekel. Ni rekel, o, kakšna huda ženska. Rekel je, to je končno, kost mojih kosti in meso mojega mesa. Veste, kaj je povedal? Rekel je, ljubite
Pa se jaz sem ti. Ti si jaz ali nekaj. Kar je pa s tem hotel povedati je, da sem končno v tvoji prisotnosti vem, kdo sem. V tvoji prisotnosti vem, kdo sem. To je kos mojih kosti, meso mojega mesa. Končno sem celost. Sedaj končno vem, kdo sem. Kaj je torej prijateljstvo? Vam bom podal definicijo. Bomo poskušali to razvozlati. Vidimo, o čemu ta odlomek govori. Prijateljstvo je globoko enotnost, enost, ki pride v skupni poti k istemu obzorju. Ta globoka skupnost, ki pride šele, ko po skupni poti k istemu obzorju. Zanimiva razlika med eros in filos. Če bi naslikali eros in filos, pri erosu bi dve osebi gledala druga proti drugi. V filosu pa dve osebi, ki gledata, stojita drug ob drugi rama ob rami in gledata v nekaj drugega, kar je skupnega. To je razlika med eros in filos. Če si pogledate recimo te stare filme, ki so bili nekoč 10 umazancev, ali kaj je bilo, filmska serija. Torej, 10 tipov, ki se sovražijo med seboj, ki so tako različni med seboj. Eden je iz Harvarda, eden je bivši zakaznjenec, ne marajo drug drugega in te napetosti so vedno prikazane v tem filmu. In vkljub temu razvijajo isto vizijo. Tako ali drugače vsi razvijajo, morda pod določenim vodjem, skupni cilj. Gledajo v isti horizont. Ja, zavzeti moramo tisti hrib, ali pa potovati moramo na sredino zemlje, ali pa zmagati moramo to ali ono. Ampak kakorkoli. In na poti, kaj se zgodi tem vsem? Postanejo prijatelji. Drugačni so, ampak imajo skupen cilj. In na poti začnejo reševati drug drugega iz hudih stisk. Zgubijo prstve pri reševanju drug drugega in postanejo prijatelji. Najboljši prijatelji. Ti filmi so slabo igrani, ampak čudoviti v tem smislu. Biblično pa, filos je prva stopnja in eros naj bi izrastel ven iz filosa. Drugače povedano, to se je zgodilo tudi v tistih filmih. Prijateljstvo je globoka enost. Globoka enost, ki pride iz tega, da imamo skupno obzorje. Biblično, kaj je to skupno obzorje v zakonski zvezi? To je kritično in to je tudi eden izmed razlogov, zakaj dva kristjana imata potencial za zakonsko zvezo, ki je toliko boljši kot pa dva nekristjana. Dva nekristjana lahko imata dobro zakonsko zvezo, dobro zakonsko zvezo, srečno zakonsko zvezo in harmonično, ampak nimajo niti malo pojma. To je tako nekako kot, ko stopijo v zakonsko zvezo, neke vrste kot da grejo v vesoljsko plovilo, letijo po vesolju in ne zvejo, da imajo pogon za letenje med zvezdami. Kaj je torej skupno obzorje, ki ga moški in ženska v Kristusu lahko imata v zakonski zvezi? Tukaj v bistvu piše, ko govori o tem, kaj naj bi mož delal, ampak vidimo, da je to v bistvu skupno, kot bomo videli. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev, brez madeže, gube ali česa podobnega. Pavel v bistvu tukaj pravi, neprestano skače med cerkvijo, ženo in možem in ženo. Glejte, to je to. Skupno obzorje, potovanje je do prestola. Globoko enost pride od te skupne poti, da bi drug drugega spravili v sveto in brez madeža stanje. Drugače bom povedal. Žena mi je pomagala pri tem. V krščanskem zakonu vsaka oseba gleda na drugo osebo in vidi globoko, čudovito stvar, ki jo Bog pripravlja v življenju te osebe. Moja žena je vedno nekako takole svetovala. Večina ljudi, ko se poročijo, gledajo in iščejo spomenik, namesto da bi iskali čudovit marmorni blok. In kaj ste mislila in kaj poskušam jaz povedati, je to, da morate vi pogledati v bubo, da bi videli metulja. Če se želite poročiti zaradi tega, ker je ta oseba popolna, potem nimate sposobnosti, da bi razumeli tega potovanja.
strasti in cilj žene in moža je to, da pridete do prestola in na poti do tja, da drug drugemu pomagata in da očiščujete drug drugega z vodo skozi besedo. Gledate na drugo osebo in rečete, vidim pod vsem tvojimi napakami, pod vsemi tvojimi nepravilnostmi, šibkostmi, odvisnosti. In če ne vidite teh napak, potem sploh niste v igri. Pod vsem tem pa vidim nekaj absolutno čudovitega, v katerega vas bo Bog spremenil. Vidim trenutke nesmrtnosti, slave. Želim biti del pomoči, ki bo tebi pomagal, da postaneš ta oseba, za katero Bog želi, da vi postanete. Vidim potencial. Vem, da ti lahko storiš tudi to meni, da lahko drug drugega predstaviva pred prestolom, brez madeža in napake. Dva kristjana, če to razumeta, potem stojita pred pridigarjem, oba oblečena v poročno obleko in s tem se zavedate, kaj počneta. Tako da igrata samo vloge, tako kot otroci. Ko se otroka igrata ati in mamice in malo čudno zgledajo. Zdaj, ker niso še dovolj veliki in modri, da bi razumeli to in pravilno storili. Ko pa vi stopite pred pridigarja za poroko v poročni obleki in kar v bistvu s tem trdite, da nekega dne bosta stala pred prestolom in najine duši, najine značaja, bosta brez madeža in napake. In Bog naj bo gledal in bo rekel, dobro upravljeno zvest, služabnik. V vseh teh letih sta drug drugega žrtvovala in povzdigovala v molitvi in s hvaležnostjo sta se soočala drug z drugim. Drug drugega sta ukoravala, ljubila drug drugega, se objemala in neprestano se spodbujala poti k meni. In sedaj se poglejta, žarita, pred menoj se lahko predstavljata brez madeža in napake. Tja gremo. Končni namen zakonske zveze, vaše zakonske zveze, je globoka enost, ki pride od tega, ko skupaj potujete proti svetosti, proti temu, da drug drugega posvečujete. Zato je to. Romantika, vse je fajn, so rezultati, to so sladica, ampak niso glavna stvar, zakaj zakonska zveza obstaja. Predani ste drug drugemu svetosti, lepoti, čudovitosti, popolnosti, predani drug drugemu iskrenosti, sočutju in vsem tem rečem. To je vaša naloga. To je vaša naloga drug drugemu življenju. In vsak cilj, ki je nižji od tega, vsako manjši namen od tega, se samo igrata zakonsko zvezo. V bistvu nista v zakonski zvezi. Kaj to pomeni praktično? Sedaj bomo kmalu prišli v praktično. Sedaj pa še nekaj praktičnih primerov. Če je vse to res, prvič, kako potem izberete partnerja? Tako se lotite tega, kako najdete pravega za zakonsko zvezo. Petski primer, ko vstopite v sobo, 20 ljudi drugega spola in prva stvar, ki jo storite, je kaj? Prvo, približno 17 jih izključite. Zakaj? Niso suhi, niso dovolj cool, niso dovolj vznemirljivi, vas ne vzburjajo, niso vaš telesni tip, niso dovolj upeglani, predebeli, pretanki, presuhi, previsoki, ali pa obraz vas ne spominja na obraz, ki ga želite imeti. Torej 17 izločite in 3 ostane. In potem se pogovarjate s temi 3. In en izmed teh 3 morda hoče iti ven z vami. In sedaj pride do romantike in vidimo, če lahko kjerega od teh oseb spremenimo v prijatelja. Torej ljudje začnejo z romantiko, z vznemirjenjem, nekako s čustvi. Začnejo z erosom. Seveda tukaj govorimo o kristjanih, ki to delajo. Ne govorimo o ljudeh, ki preprosto skočijo v poslo, ampak o kristjanih, ki tega ne želijo storiti. In vseeno začnejo z erosom, ker začnete drug drugega takole gledati, drug proti drugemu. In čisto iskreno, verjetno ste že izključili vse tiste osebe v tisti sobi, ki bi lahko bili čudovite partnerji za vas, ker bi storili velike stvari za vas. Kmalu bom definiral to. Ampak ste jih že izključili, ni jih več. Namesto tega ste v bistvu storili, da ste izbiro zožali na to romantičen pogled, s katerimi bi lahko imeli ta občutek, čustva. In zdaj gledate, kdo bi lahko bil vaš prijatelj. Morda bo nekdo izmed teh lahko vaš prijatelj, ampak tega ne boste vedeli. In zelo verjetno je,
da ste že izključili najboljšega partnerja zaradi vašega značaja. Začeti je treba s prijateljstvom. S tem se začne. In to, kar mislim, je, da prvo odkrijete, ali ima ta oseba isto vizijo, ali ima iste strasti, ali išče isto obzorje. Globino te osebe, to iščete. Ali je to oseba, ki vas lahko razume, oseba, s katero sem lahko ranljiv. To so vprašanja, ko iščete prijatelja. In kako ste to storili vi v vašem življenju? Verjetno ste že mnogokrat v veliko primerih izključili veliko čudovitih ljudi, možev in žen, ki bi lahko bili. Še ena druga praktična aplikacija. Vse te vam ne bojo dale takega občutka krivde. Druga praktična. Bodite pazljivi z vašimi prijateljstvi in to mislim zdaj sedaj to. To je, da ko se moški in ženska stopita v neke določeno prijateljstvo, je to v redu. In tako se v bistvu tudi razsodiš, kakšni ljudje so tam zunaj, ali je prihodnost skupna ali ne. Ampak ko stopiš zelo dobra prijatelja, biblično gledana sta že v bistvu na zmenku. In to lahko priznate. Na zmenku sta. Kaj misliš, da sem na zmenku? Saj nisva šla jaz na kosilo, nisem jo peljal v restauracijo ali pa na romantičen večer. Nisva na zmenku. Ja, seveda si. Zdaj, ker to počneš, ko veš ali ne, točno to, kar Biblija pravi. V prvi stopni si, na poti proti zakonski zvezi. Če lahko nekomu odpreš srce, če lahko deliš življenje z nekom, če si lahko ranljiv in če najdeš nekoga, ki te razume, to je prijateljstvo. Prijateljstvo med dvema moškima ali dvema ženskama je ena stvar, ampak druga stvar je med moškim in ženskom. To je nekaj, kar je Bog ustvaril med Adamom in Evo, med možem in ženo. Kot dva pola. Človeštvo je razdelil značilnosti človeštva v dve osebi, ne v eno osebo. Ni jih usedal na eno stran, ampak jih razdelil med možem in ženo. Tako da Adam je bil sam in prednji Adam grešil, ko je bil še Adam popoln, ko je imel popoln odnos z Bogom, je bil sam. Zato je moral ustvariti Evo, da ga je izpolnil. In to pomeni prijateljstvo preko spolne meje. Nenavadno globoka in skrivnostna komponenta dopolnitve. Neke vrste dopolnitve, neke vrste zadovoljstvo, nekaj globoko, nekaj zelo skrivnostnega. Njega, prijatelja. Prisotnosti nekoga, ki je drugačen. In odkrijete, da še posebej ta oseba, ko vas gleda, ko ste ranljivi pred njim, ko vidijo vaše probleme in grehe in on pravi, razumem. Boste na mnogo načinov ugotovili, da vas to izpolni in dopolnjuje na način, kot bi nekdo iz istega spola tega ne bi moral storiti in vas izpolniti. Vi ste na poti v zakonsko zvezo, ko imate globoko prijateljstvo z nekom drugega spola. In to je zmenek. To pomeni, da bodite previdni, zelo previdni. Ker če se pred nekom odpirate v tako ranljivost, veliko časa gre za to, tem začnete to osebo izkoriščati. In če mislite, da to ni res, raje vprašajte to osebo, če je temu tako. Pogovorite se, pazite, ker sicer ste že na zmenku. Tako kot piše v Bibliji, to je zmenk, vam se sicer ne zdi. Tretja točka. Kaj je prijateljstvo? Če greste v knjigo Pregovorov in najdete vse besede, ki govorijo o prijateljstvu, ne govorimo o zakonski zvezi, ampak zakonska zveza je najbolj intenzivna prijateljska zveza. Torej, če potegnete vse o prijateljstvu, in jaz sem nekako te lahko kategoriziral v 4 skupine, kakšni prijatelji so, obstajajo. Sicer ne trdim, da jih ni več ali manj. To je samo nekako, sem jih jaz opredelil. Prvič, prijatelj je konsistenten. Prijatelj je vedno tam zate. Je vedno tam. Ko potrebujete to osebo, razen v hudih situacijah, je ta oseba tam. Ta oseba posluša, ta oseba je predana. Konsistenca. Če ta oseba ni konsistentna, potem to ni prijateljstvo. Oseba služi, oseba je nekdo, ki je discipliniran v odnosu. Druga točka, iskrenost. Konsistenca in iskrenost. Iskrenost pomeni z vami in o vas.
So ljudje, ki so iskreni o vas, ne pa z vami. Povedali vam bodo, kaj je narobe z vami, in povedali tudi, kaj je z vami dobro. Govorili bodo o vas, ampak o sebi pa ne bodo govorili. Tega ne bodo odkrili. To ni prijatelj. To je mnoge reči, ni pa prijatelj. Prijatelj je iskren. Torej, konsistenca in iskrenost. Tretja točka je ranljivost. Ranljivost to pomeni, da si sposoben in voljan do neke mere biti gol. V zakonski zvezi, kar je največje prijateljstvo, je fizična golota, sovpada tudi z vso ostalo goloto, drugo sorto golote. In biblično gledano, ne smete biti fizično goli, dokler niste goli na vsak drug način tudi. Če niste voljni biti gol, to pomeni, da ste popolnoma ranljivi. Vse sem ti pokazal, kdo sem. Popolnoma sem ranljiv in odprt do tebe. Vse vidiš, nič ne skrivam, nič ne držim nazaj. To je fizična golota, ampak to je golota tudi nasplošno. Če nekdo reče, ne želim se poročiti z nekom, potem ne želijo biti ekonomsko in socialno z vami goli. In emocionalno, ali je ta oseba nekdo, pred katero morate vi nekaj skrivati? Ali so pred to osebo stvari, ki jih ona nikoli ne bi razumela, ki so vam pri srcu? Potem niste še goli s to osebo in niste še prijatelj s to osebo. Seveda, prijateljstvo, o katerem Pavel govori, ni absolutna in totalna golota prijateljstvo v zakonskem zvezu. To je ultimativno prijateljstvo. Ampak, kot vidite, je vzorec isti, dinamika je ista. Ta dinamika je v zakonski zvezi največja. Ranljivost, da lahko odprem svoje srce, lahko pokažem vse, kar imam, nič ne rabim zadržati in nič ne bom zadržal. Konsistenca, iskrenost, ranljivost in zadnja reč, četrta. Težko je opisati to, zato bom opisal. Blagoslov, prijatelj, nekdo, ki vas neprestano blagoslavlja. Sramotno je, da to osebo danes tako nejasna v našem jeziku. Da bi na cesti nekomu rekel, da ga želiš blagosloviti, to je za njih kot prekletstvo. Ampak kaj to pomeni, da nekoga blagosloviš? V Biblijo, poglejte, kaj to pomeni. Poglejte, kaj se zgodi, ko je Jožef umiral, ali pa ko je Jakob umiral. In vsi otroci in pravniki so tam in jih blagoslavlja. Kaj počne? Rekel je, da vidi čudovite stvari za njih. Razumem jih, vas. Vem, kaj Bog dela v vašem življenju. Res je pritrditev pozitivna, ampak v psihološkem žargonu je ta potrditev tako šibka v primerjavi s tem, kar v bistvu tukaj piše. Ampak gre za globoko potrditev. Iskreno to pomeni, da se odprem popolnoma. Si ti vse pogledaš v notranjost in rečeš, ljubim te. Pritrjujem ta del in ljubim te vkljub temu delu. Dober prijatelj je nekdo, ki vas pozna bolje, kot vi poznate sebe in vas razume bolje, kot vi razumete sebe in ima boljšo idejo, v katero smer bi morali iti. To ne pomeni, da v vseh primerih, to ne pomeni v vsakem argumentu, v sodobnem zakonu med možem in ženo. Veste, da vas druga oseba razume bolje, kot vi sami sebe. Morda ne tisti trenutek, ampak nasplošno je to tako. Prepričanje. Kaj torej je potrebno, da postanete tak prijatelj? Konsistentnost, iskrenost, ranljivost in to razumevanje, potrditev, blagoslavljanje. Najbolj hudoben strah je ta strah, da se bojite pokazati se čustvenega. Mnogokrat rečemo stvari, namesto da bi rekli, da nekoga pogrešamo in ljubimo. In oseba, ki tega ne more izraziti, še ne more biti blagoslov tisti drugi osebi. Če ste poročeni, naredite vse, kar sploh lahko, da bi postali najboljši prijatelji. Če to pomeni, da se usedete s soprogom in rečete, če sem iskren s tabo, mnogo reči je, o katerih se ne morem pogovoriti s tabo, ampak vem, da če bi se o teh stvarih rečeh pogovarjal, me boš izzehal ali pa se boš smejal. Ampak pogovoriti se morava o teh reči, ki me resnično prepričuje, da bi bil gol s tabo. Nekaj morava storiti glede tega. Tudi soprog bo verjetno storil nekaj podobnega nazaj. Zelo redko je, da je ena oseba odprta, druga pa ne. To se načeloma ne dogaja tako. Vse morate storiti. Za vsako ceno morate postati najboljše prijatelja. Če imate skrivnosti drug pred drugim, potem sta končala. Potem se morate odločiti, kaj boste s tem. In
Zadnja aplikacija. Kristjan se ne more poročiti z nekristjanom. Zakaj ne? Prijatelji, če ste kristjan in oseba, s katero se želite poročiti, ni kristjan, po definiciji je to zadnja, še posebej zadnja stvar. Zadnji del zakonske zveze, lastnosti zakonske zveze je nemogoč. Če ste kristjan in Kristus je kje na obrobju vašega življenja, nekje daleč nekje življenja, potem ne boste bili sposobni resnično odpreti srce in imeti, da vas zakonski partner pogleda in razume. Če je Kristus v centru vašega življenja in najbolj pomembno, vaš partner se ne zanima za to in reče, ja, ti kar pejte v cerkev, mene to ne zanima. Ali pa če je vaš zakonski partner daleč zadaj, ne boste mogli pričakovati, da bi vas vaš zakonski partner razumel. In veste, kaj se bo zgodilo? Če tudi boste morda dobra prijatelja in vas ta oseba vzburi in vse je v redu, ta oseba ni vernik. In kar se bo zgodilo je to, ko se boste poročila, boš moral Kristusu dati na rob življenja, zato ker je preveč boleče, da če bi Kristus bil v centru in vas partner tega ne bi razumel. Ker če on ne razume Kristusa, ne razume vas. Če ne razume Kristusa, ne razume vas. Stvari, ki si jih najbolj želite, ki so najbolj romantične, ki so najbolj strastne, ki resnično naredijo partnerstvo od sama nebesa, da se nekdo zazre globoko v vas in reče, da vas ljubim. Razumem te. Vidim tvoje strasti, vidim tvoj obzorje in na poti sem s teboj tja. Ko imate takšno popolno goloto in ranljivost, sprejetost, celo v najboljših zakonih je to lahko v epizodah, ampak lahko zaznate nebesa in veste, kakšna bodo nebesa. Preko tega. Zato se ne poročite z nikomer, ki ni veren. Zakaj? Ker na koncu ne morete biti prijatelja. Izzivam kogarkoli, da mi dokaže, da se da. Če ste lahko, potem ste Kristusa poslali na obrobje življenja, stran iz centra življenja. Vidite problem? Vidite točke? Zaključujemo. Jezus Kristus je seveda ultimativni prijatelj in ko govorimo o konsistenci, ko govorimo o iskrenosti, ko govorimo o ranljivosti, najbolj. Ko govorite o blagoslovu, Jezusovo prijateljstvo do nas je največje. On je rekel, imenoval sem vas prijatelji. Če vzamete to, kar ste se naučili v odnosu z njim in začnete to aplicirati v vaše odnose, če niste poročeni, vas bo to pripravilo za pravi zakon. Če pa ste poročeni, potem morate uporabiti to, kar ste se naučili v Kristusovem odnosu in aplicirati v zakonsko zvezo. Šele tedaj boste imeli zakonsko zvezo, ki zapoje. Bi tako lahko nekega dne rekli, končno, to je kos mojih kosti in meso mojega mesa. Sedaj, ko sem s teboj, vem, kdo sem. Molimo. Oče, to lahko apliciramo na tako veliko delih življenja. Jaz te prosim za poročene, da to aplicirajo v svojih zakonih, da bi bile zakonske zveze, ki ne bi bile samo pustota, breme, ampak zakoni, kjer se lahko ljudje izcelijo, kjer se lahko pozdravijo in pripravijo za nebesa. Prosim te za samske, da jim pokažeš, če se poročijo, s kom naj se poročijo, da jim razjasniš to v srcu in vse te reči. In prosim te tudi za vse njihove strahove in zmete, da bi to padlo stran. Prosim te, Gospod, da bi mi začeli prakticirati stvari, ki so iz nebes, z razvijanjem prijateljstev, da se posvetimo drug drugemu in prosim te, da nas usposobiš, da to storimo z duhom od Jezusa, ki nas je imenoval prijatelji. Hvala ti, Gospod, v njegovem imenu. Ni prišel, da bi mu služili, ampak da je prišel služiti in dal življenje za mnoge. V Jezusovem imenu prosimo, amen.